am down, and though my soul's when troubles come, and my cup burden be, then I am still, and wait here in the silence, until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than there is no life without His love. Each restless heart beats so imperfectly, but when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse it all. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Spoštovani, Kristus križani in od mrtvih vstali nas vabi. Pridite k meni vsi, ki ste žalostni, in jaz vas bom potolažil. V tej veri smo se zbrali, da se poslovimo od pokojne mame Dolores. Njena smrt nas je prizadela, toda upamo, da pokojna živi v Bogu, ki nas je ustvaril in ki mora uresničiti naše najglobje hrepenenje. V spomin našega krsta in v znamenje upanja, da bo Bog pokojni in nam vsem dal novo in neumrljivo telo, blagoslavljam to upepeljeno telo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Bog Oče, priporočamo Ti našo sestro Dolores, z neizmerno ljubeznijo si jo spremljal v tem življenju. Zaradi svojega usmiljenja jo sprejmi v svoj raj, kjer ne bo ne žalovanja, ne bolečin, temveč mir in veselje po Kristusu našem Gospodu. Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe, z večno ljubeznijo nas ljubiš in senco smrti spreminjaš v zarjo novega življenja. Prosimo te, ozri se na vse, ki žalujejo za rajno, da se bodo iz žalosti dvignili k luči in miru po Kristusu našem Gospodu. Pojdimo v Kristusovem miru in pokojno Dolores, ki imamo danes zadnjikrat v svoji sredi, pospremimo v našo cerkev.
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje, če razpade naša šotorna hiša na zemlji, vemo, da imamo Božjo zgradbo, hišo, ki ni narejena z rokami in je večna v nebesih. Vedno smo torej polni zaupanja in vemo, da smo ločeni od Gospoda, dokler smo v telesu. V veri namreč hodimo, neugledani. V tem zaupanju pa rajši želimo, da bi se ločili od telesa in prišli k Gospodu. Zato se tudi prizadevamo, da bi mu bili všeč, naj bomo v telesu ali izven njega. Vsi se moramo prikazati pred Kristusovim sodnim stolom, da slehernik prejme po tem, kar je v telesu delal. Dobro ali hudo. Božja beseda. Bogu hvala. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus spregovoril: Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, da si prekril to modri in nakazovni in razodel mladim. Zakaj, Oče? Da, Oče, zakaj tako ti je bilo všeč? Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna sina, kakor le Oče, in nihče ne pozna očeta, kakor le sin, in komor hoče sin razvodeti. Pridite k meni vsi, kateri se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil. Vzemite moj jaren nase in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste mir svojim dušam. Zakaj moj jaren je prijeten in moje breme je lahko. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Imamo pripravljeno Božjo zgradbo v nebi.
glavnega mesta tukaj, ampak da je njegov pogled usmerjen v večnost in s tem, ko je naš pogled usmerjen v večnost, takrat lahko res močno delamo na tej zemlji. Ob odhodu pokojne Dolores mi je večkrat šel spomin na skupne trenutke, besede ali srečanj, pa bi lahko prepoznal 3 stvari, ki so res poudarjene v njenem življenju. Gotovo bi lahko še marsikaj drugega omenil, ampak tako se je kazala v njenem življenju pozornost. Njena pozornost, ki je bila skrita očem ljudem. In morda se bo pokojna Dolores zdaj malo nasmehnila, ko to omenjam, ker drugače ne bi hotela, da to rečem. Ampak tako zjutraj je vsake toliko časa kakšna stvar se pojavila na okenski polici. Potem pa čez nekaj časa, ker je bila vedno zgodnja zjutraj, telefonski klic, gospod župnik, nekaj imate, notri postavite. To so take drobne, majhne stvari, narejene z veliko ljubeznijo, pozornostjo in izročene tako, da noben ne ve. In to so bile posebne stvari, ki se je ne da dobiti drugod. Te bila njena pozornost v tej iznajdljivosti. In če sem to sam opazil, potem lahko tudi sklepam, koliko pozornosti v njenem življenju je bila tudi na drugem mestu, do drugih ljudi. Druga stvar, kar bi lahko tudi omenil, njena srčnost, pristop do človeka, tudi v življenju, v Marinem delu, a njena srčnost, ki se tudi kaže v drobnih stvarih. Pa bom samo eno tako stvar tako podal na spomin, eno srečanje pri molitveni skupini v Marinem domu na prvi ponedeljek v mesecu. In na koncu, ko smo zaključili molitev, pa pravi, a vam lahko zaigram eno kratko stvar na ornice, kot moje darilo. In prav v tej drži lahko prepoznamo to srčnost, ko človek naredi tisto iz srca, kar čuti. To niso stvari, ki bi se pisale v neke dnevne novice, pa so lahko še močnejše, ker je to res izraz srca. In če bi kot krono vsega lahko podal še tretjo stvar, pa lahko res omenim njeno vero. Res je, da vero človeka pozna samo Bog. Bog vidi v globino človeškega srca, pa se je pokazala res v njenem življenju tudi vera. In v spominu mi ostaja ena beseda, skupni pogovor, ko je omenila, kako čaka svojega moža, ki je odšel že pred leti v večnost, in ta povezanost s svojim možem je bila povezanost v močni veri. In je tudi sama tako menila, toliko let je, kar je odšel od mene, zdaj, ko se bo pa moje zemeljsko življenje sklenilo, bomo pa spet skupaj, zdaj ga bom pa res srečala. In tudi sveta naša molitev, pa tudi tišina razmišljanja, premišljevanja, vse to je izražala njena vernost. Koliko je bilo molitve tudi za druge, predvsem pa ta pogled naprej, pogled v prihodnost,
Pogled, kakor je zapisal apostol Pavel, k tisti hiši, ki ni narejena z rokami, pa je veliko stvari poskrbela, da je z njenimi rokami bilo narejeno, ampak ta pogled vere naprej na tisto z Božjo zgradbo, ki ni narejena z rokami. In zelo močno je živela na tem svetu, zato, ker je bil njen pogled usmerjen v prihodnost, pogled vere. Pa vas povabim, da se večkrat spomnite z molitvijo na pokojno Dolores in v tej molitvi lahko tudi tako kar pridana naša iskrena prošnja, Gospod, daj tudi nam močno vero, daj tudi nam pot vere, ki gleda v prihodnost. Tisti pogled vere, ki je resničen, ki je trden, ki je zanesljiv. In mislim, da vsaka molitev, ki bo vpeta v našo zahvalo in prošnjo za pokojno Dolores, bo prinešena tudi pred Božjo obličje za našo življenjsko pot. Bodimo z njo in tudi s pokojnim njenim možem Luzetom povezani v molitvi, v velikih hvaležnosti, pa tudi v pogledu vere, da se nekoč zopet srečamo skupaj, takrat pa bo polnost veselja. Prav v tej zavesti, v čutu vere za našo prihodnost tudi prosimo v skupnih prošnjah za pokojno Dolores, pa tudi za vse naše rane. Gospod Bog, prosimo te za Rajno, ki nekoč pri svetem krstu prejela začetek večnega življenja, podeli večno prebivališče med svetniki. Prosimo te za Rajno, ki uživa na Kristusovo telo, kruh večnega življenja, pobudi jo Gospod poslednji dan. Gospod, prosimo te za Rajno, ki je bila okrepljena s svetim bolniškim maziljenjem, spremi jo k sebi v polnost življenja. Gospod, prosimo te za duše naših krajnih bratov in sester, naših sorodnikov in dobrotnikov, podeli Gospod za njihov trud plačilo. Prosimo te tudi zase, ki smo se danes tukaj zbrali, tudi nas nekoč zberi v svoje slavno kraljestvo. Gospod Bog, naj naša molitev pomaga našim rajnim, očisti jih vseh grehov in jim daj delež večnega odrešenja po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Draga Dolores, danes te spremljamo na tvoji zadnji poti in ob tem se z veliko hvaležnostjo oziramo nazaj na tvoje bogato življenje. Za mnoge med nami nisi bila neznano ime ali sorodnica. Bila si prijetna sogovornica, dejavna življanka, žena, mama, dobra soseda, verna žena z odprtim srcem. Rodila si se v Istri. Zgodnje otroštvo si preživela na Hrvaškem, pozneje pa si živela pri svoji dobri teti v Mariboru, ki ti je postala kot druga mama. Po teh letih si znala pripovedovati mirno, brez grenkobe, z veliko sprejetosti. Večkrat si povedala, da si želela študirati medicino, a ti to zaradi materialnih razmer ni bilo omogočeno. Postala si zobna asistentka in svoj poklic z veseljem opravljala v Kopru. Tam si spoznala duhovnika gospoda Bojana Ravorja in skupnost Marijinega dela, ki
ki ti je veliko pomenila in oblikovala tvoje življenje. Žarom si se spominjala tudi začetkov revije Ognjišče in pomoči pri njenem tiskanju leta 1965. Tvoja vera ni bila nekaj zunanjega, bila je tvoj način življenja. V njej si našla smisel, moč in mir. Spoznala si Lojzeta, svojega moža. Poročila sta se in rodila se vama hčerka Judita, in bili ste srečni. Ko si govorila o možu, si vedno rekla, moj Lojzet. In v teh dveh besedah je bilo čutiti ljubezen, pripadnost in zvestobo. Svoje življenje si posvetila družini, pustila si službo in se darovala za dom, za moža in za hčerko. To si delala tiho, brez velikih besed, a z veliko predanostjo. Vedno si znala v človeku najprej videti dobro. Bila si žena mnogih talentov, polna ljubezni in dobrih del. Z ljubeznijo si skrbela za dom in vrt, rada si imela glasbo in umetnost, ustvarjala šopke, darilica, igrala na orglice, šivala. Veliko tega si naredila za druge, pogosto neopazno. Ob vsem tem pa si nas vedno znova presenečala, tudi svojo radovednostjo in z odprtostjo za novo. Kljub letom si neverjetno spretno uporabljala računalnik in splet, iskala informacije, pisala in ostajala povezana s svetom in ljudmi. Z Lojzetom sta mnogim odprla vrata svojega doma. Nudila sta prenočišče, toplo obrok, včasih celo dom. Bila si dejavna na molitvenih skupinah, posebno si častila Božjo mater Marijo in rada romala, še posebej k Mariji pomočnici na Rakovnik. Tvoji dnevi so se začeli zelo zgodaj, z molitvijo za druge. Tudi v bolezni nisi pozabila na ljudi. Klicala si, se zahvaljevala in prosila odpuščanja. Do konca si ostala povezana in predana Božji volji. Čeprav nisi bila rojena Slovenka, si to deželo vzela za svojo. In tudi mi smo te vzeli za svojo. Bila si nam blizu in ostajaš. Draga Dolores, hvala za tvoj zgled